bolj smo veseli, da si z nami. Dajmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček, Na svet za boljši svet. s pravljico v ušesih gremo na potek. Avanti popolo, bandiera rossa, alla riscossa, alla riscossa. Avanti popolo, bandiera rossa, alla riscossa, trionferà. Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà. E viva comunismo e la libertà, e viva comunismo e la libertà. Ej, Juž, a veš, kaj pomeni bandiera rossa? Ja, seveda, roza zastava. Ne roza, rdeča. A ja, rdeča, ja. Kaj pa pomeni rdeča zastava? Ja, v tej pesmi pomeni boj za pravičnost. Da bi bilo za vse ljudi na svetu enako dobro. A ja, v Formuli 1 pa rdeča zastava pomeni prekinitev dirke zaradi nevarnosti, kot je nesreča, slabe vremenske razmere ali nevarni pogoji na stezi. No, v atletiki pa pomeni prestop pri skoku v daljavo. V nogometu pa rdeč karton pomeni izključitev igralca iz igre, ker ni upošteval pravil. To pa vem. In potem ima tista ekipa, ki je dobila rdeč karton, enega igralca manj do konca tekme. Tako je. Sergio Ramos je dobil že ogromno rdečih kartonov. Kdo pa je to? A je to kak tvoj prijatelj? Ne, no, to je španski nogometaš. Kako pa se po špansko reče rdeča? To bomo pa morali vprašati Blablaža. Kome čakam, da izvem. Novice. Pozdravljeni v novicah. Danes imamo za vas 3 urgentne novice. No, ne zares, ker so vse rdeče, izgleda, kot da so zelo nujne. Presodi, če so zares, kar sam. Tule je rdeča novica številka 1, iz tropskih krajev se nam javlja Apapane. Aloha, tukaj Apapane, vaša ptičja novinarka z velikega havajskega otoka. Danes imam pomembno novico. Na našem otoku je vulkan, ki mu pravimo Kilauea. Spet je izbruhnil, in iz njegovega vrha so visoko v nebo špricali curki rdeče lave. Nekateri so bili tako visoki kot velike stolpnice. Rdeča lava je tekla po tleh kraterja in svetila v temi kot pravi ogenj. Ljudje so ta prizor lahko spremljali tudi na televiziji in preko računalnika. Znanstveniki pravijo, da se vulkan včasih napihne kot balon in potem močno in še bolj močno izbruhne. Ko lava pride ven, se vulkan spet sprazni. Ker pa je lava zelo vroča in iz vulkana prihaja tudi dim, ki lahko škoduje ljudem, živalim in rastlinam, so obiskovalce parka prosili, naj se vulkanu ne približujejo preveč. Torej, če se odpravljate na Havaje, vedno preverite, da ni v bližini kak delujoč vulkan. Ostanite varni in uživajte v lepotah našega otoka. Hvala, kolegica Apapane. Tudi ti ostani na varnem in se še javi kaj. Zdaj sem se pa tudi jaz spomnil ene rdeče novice. Nekateri galebi imajo rdeče kljune namesto rumenih. Reče se jim rdeče kljuni galebi. Živijo pa večinoma na Novi Zelandiji. Tako rad bi obiskal to deželo, a je tako daleč. Morda pa se lahko kdaj priklopim na kakšno letalo, ki bo odletelo tja. Dovolj sanj, gremo k drugi novici. Javlja se nam profesor Želvec. Živjo. Današnja novica morda ni prav novica, saj je stara že dobrih 100 let, kot jaz.
tako da bi tej novici lahko rekli starica. Gotovo ste že kdaj pričkali cesto pri semaforju. Upam, da pri zeleni luči, ne pri rdeči. Pa veš, zakaj so na semaforju prav te barve? Prve semaforje so izdelali v Združenih državah Amerike. Ko še ni bilo luči, so zgradili stolp in so voznike z različnimi barvami usmerjali ljudje. Ja, prav ste slišali. Prvi semafor, kot ga poznamo danes, pa so izumili pred 105 leti. Najprej so bile barve malo drugačne. Rdeča je tako, kot danes, pomenila stop. Namesto zelene je bila bela, zelena pa je bila na mestu rumene. A marsikateremu šoferju se je oddaleč bela zdela kot luna ali zvezda, zato so barve spremenili. Rdeča pa je barva, ki jo vidimo od zelo daleč in v vsakem vremenu, tudi v megli in dežju. Malo postoj naslednjič ob rdeči luči in si oglej semafor. Adijo in varno na cesti, pa je lep pozdrav kolegu Golobiču. Čas je, da greva na kakšno kosilo. Lepe pozdrave pošiljam nazaj. Se dogovoriva za malico, seveda. Zdaj pa sem dobil malo rdečice na svoja lica. No, saj se ne vidi, ker je čez perje, ampak verjemite mi, da je tam. V mojo družbo je namreč prišla najbolj pametna žival, kar jih poznam. Kameleon Blablaž. Živjo in lepo pozdravljeni v jezikovnem kotičku. Rdeča nit današnje oddaje pa je rdeča. Nimamo sicer nobene nitke ali vrvice, a to pomeni, da je rdeča barva glavna tema današnje oddaje. Spet se bomo naučili, kako se rdeči reče v tujih jezikih. Torej, po angleško rdeči rečemo red, po nemško rot, po špansko pa rojo. No, še enkrat. Angleško red, nemško rot, špansko pa rojo. Zdaj pa ti. Angleško se reče nemško in špansko. Dobro si zapomni, da ti ne bo v pogovoru s kom, ki ne govori slovensko, nerodno. In da ne boš postal rdeč kot kuhan rak. No in še zadnjič. Angleško se reče nemško in špansko. Galeb? O, gracias, Kameleon Blablaž. To so bile rdeče novičke. Ej, a veš, kaj je rekel Branko Čopič? Cel življenje se učiš, ne samo iz knjig, iz življenja. Wow! Lepo te pozdravljam v učnem kotičku, kjer čas namenimo možganski telovadbi. Ali možgani, če preveč trenirajo, tudi postanejo rdeči, tako kot jaz, ko pretečem 3 kroge? Dobro vprašanje sem si postavil, ampak naj vas ne zavede, to ni bilo vprašanje za vas. Prvo vprašanje za vas pa naj bo... Aha, tole. Kateremu planetu rečemo tudi rdeči planet? A. Zemlja, B. Neptun ali C. Mars? Pravi odgovor je C. Mars. Marsovo površje je rdeče barve zaradi železovega oksida. Kot zanimivost naj dodam, da so že Egipčani Marsu rekli rdeči. Verjamem, da je bilo to vprašanje prava mala malica, zato pojdiva kar naprej.
Sedaj pa ti dam eno nalogo. V stanovanju poišči in poimenuj 5 rdečih stvari, preden preštejem do 10. Lahko začneva? Pa dajva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ti je uspelo? Je med najdenimi rdečimi stvarmi rastlina ali igrača? Mogoče pa. Na mojem kupu je rdeča pesa, pa okrasni lonec, majica, lego kocka in radenska s 3 rdečimi srci. Pa greva na 3. zagonetko. Naštej vsaj 3 rdeče sadeže. Skoraj prepričan sem, da je bil en sadež jagoda. No, ali pa jabolko, ali pa paradižnik? Ja, paradižnik. To pa je zanimivost, ki jo ne smem pozabiti omeniti. Namreč nekateri pravijo, da je paradižnik zelenjava. To so predvsem prehranski strokovnjaki in strokovnjakinje, če pa vprašaš tiste, ki se ukvarjajo z botaniko, pa bodo poudarili, da je paradižnik sadje, saj se razvije iz cveta in ima v sredini semena. Pa sva že pred zadnjo nalogo. Zanima me, če veš, katera žival je rdeča mamba. Ali je to A. kača, B. opica ali C. mačka? Rdeča mamba je kača. Je celo najdaljša afriška strupenjača. Gre za najhitrejšo kačo na svetu, ki se lahko giblje s hitrostjo do 20 km/h. Tako pa sva. Upam, da si kaj novega izvedel ali izvedela in da kakšno informacijo podeliš še s kom. Adijo! Za boljši svet. Hej, oči. Ej, srce, kako je bila v šoli? V redu. Šli smo... Čak, skaj imaš pa povito roko? Misliš tole gazico? Ja. Kri so mi vzeli. Kaj? A te je kakšen vampir ugriznil? Ah, ne. Na krvodajalsko akcijo sem šel. Rdeči križ jo pripravi 2-krat na leto v gasilskem domu nasproti moje službe. Ja, in kaj naredijo potem s to krvjo? Ne mi reč, da krvavice, ker jih ne maram. Kri shranijo. In če se kdo zelo poškoduje, recimo v prometni nesreči in je izgubil veliko krvi, potem lahko z mojo krvjo opravijo transfuzijo. Ti pa v meni ustvarjaš konfuzijo. Kaj pa je to transfuzija? Ja, poškodovancu ali poškodovanki s pomočjo igle vstavijo v žile cevko, po kateri steče kri. S tem poskrbijo, da ta oseba ne izkrvavi. Če izgubiš vso kri, potem umreš, to pa vem, ja. Res je. Jaz bi tudi darovala kri. Ampak je žal še ne moreš. Kri lahko darujejo samo osebe med 18 in 65 letom starosti. Prav tako ne smeš biti bolan. Pa tudi, če si pred kratkim dobil kak nov uhanček ali tatu, moraš malo počakati. Zanimivo. Lahko pa pomagaš Rdečemu križu na drugačne načine. Recimo, daruješ denar ali hrano, lahko pa tudi napišeš kartico in kupiš znamko Rdečega križa ob tednu solidarnosti. To bom naredila. Bom napisala kartico babici. Da te je napadla Drakula in izsesala vso kri, zdaj pa si postal zombi in mi hočeš pojesti možgane. No, prav, pa dej. Jaz pa se bom pripravil na njen paničen klic. Ja, kar daj se. Pesniški kotiček. Leto 2026 bo leto pesnika Srečka Kosovala. Čeprav je živel zelo malo časa, je napisal veliko pesmi, ki so bile že v tistem času precej drugačne od tistih, ki so jih pisali drugi.
vabimo te, da prisluhneš pesmi z naslovom Rdeča raketa. Jaz sem rdeča raketa. Vžigam se in gorim in ugašam. Jaz v rdeči obleki, jaz s srcem rdečim, jaz z rdečo krvjo. Neutruden bežim, kakor da sam moram v izpolnjenje. In čim bolj bežim, tem bolj gorim. In čim bolj gorim, tem bolj trpim. In čim bolj trpim, hitreje ugašam. Jaz, ki bi živel rad večno. In grem, človek rdeči čez polje zeleno, nad mano po sinjem jezeru tišine železni oblaki. Jaz pa grem, človek rdeči. Povsod je tišina, na polju, na nebu, v oblakih. Le jaz bežim, gorim svojim ognjem pekočim in ne morem tišine doseči. Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau! Vi se schedo. Doviđenja. Naslišanje. Pika Nogavička ima rdeča lička, nosek pa rumen, ti pa pojdeš k men. Aha! Kaj pa delaš, Tanja? Ne morem se odločiti, katere nogavice bi obula, pa sem si rekla, da bo Števanka odločila namesto mene. Ja, dobra fora. Jaz včasih obujem vsake barve eno, da je bolj zabavno. A zato imaš danes eno rdečo in eno rumeno. No, danes imam rdečo, ker smo se toliko naučili o rdečih stvareh. Pred oddajo, na primer, nisem vedela, da imajo galebi v Novi Zelandiji rdeče kljune. Ja, in zdaj vsi vemo, da se rdeča po špansko reče rojo. A ti si vedela, da se Marsu reče tudi rdeči planet? Ja, to sem, ampak nisem pa čisto natančno vedela, zakaj. Kaj pa rumeno? Kaj rumeno? Ja, zakaj imaš oblečeno rumeno nogavico? To pa zato, ker se bomo v naslednji oddaji pogovarjali o rumeni barvi. Wow, komaj čakam, da izvem kaj novega. Pika Nogavička ima rdeča lička, nosek pa rumen, ti pa pojdeš k men.